Marija Stanič kot izobraževalka odraslih hodi nenehno po poteh ustvarjalnosti. Če se ozremo na njeno prehojeno pot, se čudimo, kaj vse lahko prispeva kreativna ženska k kakovostnejšemu življenju ne le posameznikov, temveč celega območja. Začela sem pravzaprav kot učiteljica matematike in fizike. Po 5 letih sem začela delati v Salonit Anhovo, kjer sem tudi 15 let vodila izobraževalni center. Čim pa se je pojavila možnost, da lahko se uveljavim kot zasebnik, sem ustanovila lastno izobraževalno organizacijo. V tistem času prestrukturiranja gospodarstva se je pojavilo veliko število brezposelnih in smo dali največji poudarek izobraževanju za samozaposlitev. Kasneje smo nadaljevali z srednješolskimi formalnimi programi in ostalimi programi strokovnega izpopolnjevanja. No, v letu 2001 pa smo se že odločili, da organiziramo tudi višješolsko izobraževanje. Danes poteka tukaj zagovor diplomskih nalog druge generacije naših študentov programa Komercialist. Marija Stanič je sodobne neformalne oblike izobraževanja odraslih uspešno prilagajala potrebam občine Kanal ob Soči, ki je zaradi azbestoze občina mladih upokojencev. Jaz mislim, da je to važno, da se ljudje nekako, če bi rekel, ne zapustijo, da vidijo neko prihodnost pred sabo. Tako da v preteklem času je bilo tu organiziranih kar nekaj takih dejavnosti v študijskih krožkih, ki jih je začela že leta 1993 gospa Marija Stanič, recimo keramični krožek, italijanščina, računalniški krožek za demokracijo, ko mislim, da je prav, da občina skrbi za to populacijo. Prav se mi zdi, da potem ti ljudje tudi nekako vračajo širši skupnosti tudi s prostovoljnim delom. No, še vedno pa so mi najbolj pri srcu programi za dvig ravni pismenosti. Ti programe sem začela izvajati že v letu 1993 na območju novogoriške občine. Jaz se ukvarjam z 2 programoma, to je Most do izobrazbe in Beremo in pišemo skupaj. Most do izobrazbe je namenjen mlajšim odraslim, medtem ko program Beremo in pišemo skupaj ponujamo staršem prve triade osnovne šole in jim želimo pač v novih oblikah sodelovalnega učenja prikazati, kako lahko uspešno opravijo svojo starševsko vlogo kot učitelji.